dober dan, to je N1 studio. Vladajoča koalicija Roberta Goloba se je že drugič letos sestala na razširjenem koalicijskem vrhu, namenjenemu reformam. Tokrat so sprejeli izhodišča za spremembe sistema plač v javnem sektorju. Kakšna bo po novem najnižja plača, kaj to pomeni za vse ostale, koliko skupin in stebrov bo imel novi sistem, ali bo to pomirilo razburjene sindikate, ki napovedujejo proteste in stavke, in kaj bo z dodatkom za sodnike in tožilce. Z nami je ministrica za javno upravo, zaenkrat tudi še v funkciji ministrice za notranje zadeve, gospa Sanja Ajanović-Hovnik. Dober dan, dobrodošli. Dober dan. Gospa ministrica, najprej najbolj sveža novica od danes. Vlada je zaradi pripomb parlamentarne zakonodajno-pravne službe tik pred zdajci iz postopka umaknila vladni predlog zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev v višini 600 evrov bruto. Zakaj je ta rešitev očitno neustavna in kaj boste storili zdaj? Zdaj, ali je očitno neustavna ali ni neustavna, to ne vemo. Ustavnost presoja Ustavno sodišče. Zakonodajno-pravna služba je ocenila, da bi zakon kot tak, dodatek kot tak lahko predstavljal ustavno spornost, pravno nepravilnost, neustreznost. Zakaj? Ker v bistvu predvideva enak dodatek za vse sodne funkcionarje. To pomeni, da tudi recimo predsednika Vrhovnega sodišča bi ta dodatek Predsednik Vrhovnega sodišča bi enako ta dodatek prejel in s tem bil višje uvrščen, kot je recimo predsednik vlade. In iz tega vidika je Zakonodajno-pravna služba ocenila, da sam predlog zakona, kot je oblikovan, dodatek tak, kot je oblikovan, predstavlja resno tveganje za sam sistem plač in predstavlja na nek način ustavno spornost. Mi smo se odločili, glede na to, da je v tem trenutku, tako kot je zastavljeno, težko popraviti zakon z amandmaji. Hkrati smo pa ravno včeraj sprejeli izhodišča za prenovo plačnega sistema na koaliciji, da takoj začnemo pogajanja z pravosodjem in postavimo tudi ta tako imenovani pravosodni steber in se pač dogovorimo glede plač v zakonodajni veji oblasti. Ja, po današnji seji vlade je o tem spregovorila vaša kolegica, ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, in kar poglejmo, kaj je povedala danes po seji vlade. Aktualna vlada si zato intenzivno prizadeva, da bi čim prej omilili in hkrati našli dolgoročno sistemsko rešitev za ureditev tega perečega vprašanja. Vendar pa seveda istočasno na vladi želimo predlog začasnih dodatkov, s katerim bi v prvem koraku to situacijo vsaj delno omilili do sprejetja sistemske plačne reforme, ponovno preučiti v luči nekaterih odprtih vprašanj, na katerega je ta teden opozorila Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Naš namen je seveda zagotoviti, da bo pravna podlaga za nameravano začasno ureditev plačnega položaja sodnikov in tožilcev do sistemske reforme nedvomno pravno ustrezna in tudi ustavno-pravno skladna. Ustavno-pravno skladna pravi tudi ministrica Švarc Pipan, ampak jaz bi spomnil tu še na eno vašo izjavo ne tako dolgo nazaj, ko ste govorili, ko ste utemeljevali, zakaj ta dodatek v višini 600 evrov, ki ga je kot nekakšen happy end tam na občnem zboru sodnikov napovedal premier Golob, ste rekli, da bi bilo neustavno, da imamo na nek način trenutno zaradi teh, ko niso sodniki in tožilci napredovali in so jim v bistvu realno plača zniževala, medtem ko so se druge v povprečju v javnem sektorju pa zviševale, da smo na nek način v neustavnem stanju. Ampak torej bi bilo neustavno, če tega dodatka ne bi dali, zdaj pa pravite, da bi bilo neustavno, če bi ga dali. Ne, napačno je razumljena in interpretirana ta izjava. Dobro. Mi imamo našo demokracijo utemeljeno na 3 stebrih. Jaz sem kakšen teden nazaj govorila o primerjavi trinogega stola. To so, imamo zakonodajno vejo oblasti, izvršno vejo oblasti in sodno vejo oblasti. In vse te 3 veje oblasti so med sabo enakovredne. In vse 3 veje oblasti so ena od druge avtonomne, tudi finančno avtonomne. In v primeru sodne veje oblasti ugotavljamo, da te avtonomije razen na papirju, razen v ustavi, dejansko nimamo nikjer. Izvršna oblast je tista, ki imenuje sodnike, izvršna oblast je tista, ki določa plače sodnikom, in v tem primeru dejansko govorimo o ustavnem problemu, v bistvu ustavni spornosti, ker imamo vejo oblasti, ki je samostojna
in vendarle de facto ni samostojna. In ko pogledamo plače med temi tremi vejami oblastmi, ali so vsaj osebni dohodki primerljivi, ugotavljamo, da niso. Še več, ugotavljamo, čeprav smo vsi v istem plačnem sistemu, da naprimer javnim uslužbencem so osebni dohodki rasli in ti dohodki so v povprečju zrasli v opazovanem obdobju za 13%, sodnikom so v enakem obdobju ti osebni dohodki padli za 5%. Tu je ta... Živcem pa za 11, ne? Je pa za 11, ja, tako za več. Ampak... Tu je ta razlika, ki nastaja. Ustavna spornost ali pa tisto, kar so sodniki tudi dali na ustavno sodišče v presojo, pa gre primerjava med sodno vejo oblasti, z zakonodajno vejo oblasti in v primerjavi z izvršno vejo oblasti. In ko te tri veje oblasti primerjate, ugotovite dejansko, da so sodni funkcionarji mnogo podvrednoteni, mnogo nižje plačani kot obe ostali veji oblasti. Ampak ta odločitev, ta vladni umik zdaj pomeni, da sodniki in tožilci 600 evrov bruto dodatka še ne bodo dobili, ker ta predlog zakona bi jim prenesel v bistvu že za januar in izplačilo v februarju, ne? Tako, mi smo ocenjevali, da bi taka rešitev, ki je začasna, in to je bilo tudi povedano, da gre za začasno rešitev do dejansko sistemske spremembe, lahko predstavljala rešitev, zadovoljivo rešitev. Nismo računali na mnenje Zakonodajno-pravne službe kot tako, da predstavlja ustavno spornost v ostalih vidikih. To pomeni, da v tem trenutku tega dodatka ne moremo izplačati, hkrati pa to pomeni, glede na to, da smo ravnokar potrdili izhodišča, da se lahko začnemo takoj pogovarjati o tem, kako sistem plač za sodno vejo oblasti v bistvu ustrezno nasloviti. In ta pogajanja, moje tajništvo ravno sedaj usklajuje termin, predvidevamo, da se bodo začela že v ponedeljek. Rekli ste, z amandmaji ne bi mogli tega popraviti v zadovoljivi meri. Ali lahko rečete, da bo Ministrstvo za pravosodje vložilo zdaj nov zakonski predlog, ki bi bil ustavno-pravno skladen, če tako rečem, da ne bi bilo pomislekov Zakonodajno-pravne službe, ali boste to uredili v okviru teh pogajanj, ki jih napovedujete? Ta pogajanja bodo stekla takoj. Jaz pričakujem, da tudi rešitev lahko zelo hitro najdemo, tako da bomo videli, kaj bo prej. Ali bomo prej pripravili ustrezen zakon, ki bi lahko za to vmesno obdobje naslovil problematiko, oziroma se bomo prej ustrezno dogovorili in pač te plače sistemsko pač ustrezno naslovili. Ampak dodatka pa do takrat ne bo, če prav razumem. Nimamo pravne podlage za to. Ampak če boste to še enkrat šli vlagati, ali boste ponovno predlagali obravnavo po nujnem postopku, da se s tem prepreči morebitne težko popravljive posledice za delovanje države, ker to je nekako pogoj, da gre nek zakon v parlament po nujnem postopku, boste to ponovno storili? Ko pridemo do tja, se bomo takrat odločali, kako. Je pa možno, da boste ponovno... Jaz v resnici pričakujem, da se bomo prej dogovorili za sistemsko rešitev, kot pripravili nov zakon. Tako da res mislim, da bomo sistemsko rešitev ustrezno naslovili v najkrajšem možnem času in se to dogovorili v rekordnem času ter pač zadevo sistemsko trajno naslovili. Če greva zdaj na včerajšnji vrh na Brdu pri Kranju, ena od tem dnevnega reda, točk dnevnega reda je bila tudi vaša izhodišča za pripravo reforme plač v javnem sektorju. Koalicija glede tega enotna, ste dejali. Kakšna so zdaj torej ta izhodišča in kdaj boste predstavili sindikatom? Če začnem od zadaj, sindikati smo dogovorjeni v četrtek, torej 9. februarja se sestanemo ob 12. uri. Z vsemi? Z vsemi, sklicani so vsi, glede na to, da so počitnice, verjetno prav vsi ne bodo prisotni, ampak vendarle povabljeni so vsi. Se bomo v detajle pogovorili, tudi časovnice si določili. Mi smo na vrhu koalicije sprejeli izhodišča za prenovo tega plačnega sistema skupaj s časovnicami in ta izhodišča lahko strnem v 3 nekih skupinah. Prva so plačna nesorazmerja in plačne anomalije, kjer bomo najprej naslavljali 25.000 javnih uslužbencev, ki se nahajajo v tem trenutku pod minimalno plačo. Koalicija je enotna v tem delu in enotno sporočilo koalicije je takšno, da nihče ne more biti pod minimalno plačo, torej prvi plačni razred ne more biti pod minimalno plačo, delo najnižje vrednoteno je lahko minimalna plača ali navzgor. Tu torej nova plačna lestvica,
kamor se bodo uvrstila delovna mesta pod minimalno plačo, potem v drugem koraku naslavljamo nesorazmerja vseh tistih, ki so nad minimalno plačo. Kot je bilo v preteklosti ali pa preteklih dneh večkrat povedano, zaradi parcialnih posegov v plačni sistem, posebej od leta 2018 naprej, ugotavljamo, da tega enotnega plačnega sistema, ki naj bi veljal za vse enako, ni več. Ustvaril je kar nekaj krivic, kar nekaj nesorazmerij in to moramo v tem trenutku nasloviti. In potem, ko bomo ta plačna nesorazmerja, torej te plačne anomalije ustrezno naslovili, gremo v tako imenovano stolpičenje. Kot se ne vem kdo izrazil in mi je ta izraz mogoče nekoliko tudi všeč, malo se hecam. Glede na to, da je javni sektor tako raznolik in glede na to, da je v preteklosti se skušalo nekako primerjati neprimerljivo jabolka in hruške, smo se odločili, da tako ne gre več. Ne nazadnje, tudi anomalije v plačnem sistemu nas napotujejo, da to ni prava pot. Smo se odločili, da nekako probamo združiti primerljivo s primerljivim. In zato smo vse dejavnosti, vse poklice, vse zaposlene v javnem sektorju razdelili v 3 večje skupine, v okviru katerih bi potem probali v okviru različnih teh stolpov, naslavljati in primerjati primerljivo s primerljivim. In vem, vaše naslednje vprašanje bi verjetno šlo, koliko teh stebrov bo. Ja, premier je rekel v bistvu, da niti ni tako pomembno, koliko jih bo, da se o tem še nekako lahko dogovorite, ker zaenkrat je tako pač predvideno 3 skupine, funkcionarji, javna uprava, javni zavodi, potem pa znotraj javne uprave bi bila 2 stebra, pa znotraj javnih zavodov bi bili 3 stebri, ampak to je vse, čeprav razumem, še v zraku. Ko smo mi gledali te stvari, kako bi te stvari ustrezno naslavljali, smo ugotovili dejansko, da imamo že različne pravne podlage, na podlagi česar se v javnem sektorju zaposluje. Torej, nekje je podlaga zakon o javnih uslužbencih, nekje drugje je zakon o delovnih razmerjih, nekje tretje, zopet nekaj tretjega. Ampak potem smo rekli, ali je to mogoče tista pot, po kateri bi mi probali primerljivo primerjati med seboj? Smo ugotovili, da ne, da tudi tu nastajajo nekatere razlike. Kultura, naprimer, tipično imate delovna mesta v kulturi, ki so zelo podobna uradniškim delovnim mestom in imate delovna mesta, ki so popolnoma umetniškega značaja. Ki jih drugod ni. Ki jih drugod ni, naprimer baletniki, filharmonisti, igravci, primeroma. Zopet v kulturi imate tudi arhivarje, bibliotekarje, naprimer, ki so zelo primerljivi šolniki ali lahko tudi z uradniki v nekaterih delih. In potem smo se odločili, da probamo ta naš raznoliki javni sektor razdeliti v 3 večje skupine, torej funkcionarje in direktorje, za katere zakon o delovnih razmerjih popolnoma ne velja, torej so pogoji dela bistveno drugačni, kot so naprimer za javne uslužbence. Potem smo drugi sklop, drugo poglavje, recimo, ki mu mi rečemo kot poglavje, predstavljajo javni uslužbenci v državnih organih, javnih agencijah, skladih, pooblaščene uradne osebe, recimo policisti, vojaki, gasilci, občinski redarji. In tretji sklop predstavljajo zaposleni v zavodih, naprimer zdravstvo, socialno skrbstvo, raziskovalni sektor, vzgoja, izobraževanje, kultura in tudi ostali javni zavodi. Znotraj tega probamo potem zopet segmentirati, kje so pogoji dela tako primerljivi, da bi zopet lahko specifike tega dela ujeli ustrezno in naslovili znotraj stebra. Zdaj, sindikati seveda o teh načrtih še niso bili formalno obveščeni, ker jih boste naslednji teden, ampak nekako tako, kot sem se bolj neuradno z njimi pogovarjal, so se spraševali, ali bo vseeno, glede na te stebre, ki bodo določeni znotraj teh skupin, ali bo vseeno ostala še kakšna primerljivost med njimi, kaj bodo imeli skupnega, česa ne bodo imeli skupnega in kaj bo z dodatki. Jaz zdaj prav v detajle na tem mestu ne bi šla. Jaz sem prejšnji teden vsem sindikatom predstavljala tako imenovano analizo stanja, kjer smo dejansko pogledali, kaj se je z našim plačnim sistemom dogajalo od 2008
do sem, še podrobneje pa od 2015 proti sem. Zakaj od 2015 do 2023? Preprosto, ker od leta 2015 imamo sprejeto skupno metodologijo, po kateri poročamo in prikazujemo podatke v javnem sektorju in dejansko lahko ugotavljamo, da praktično na ravni delovnega mesta lahko vidimo, kaj se s plačami kot takimi dogaja. In kaj smo ugotovili? Da ja, sicer imamo zakon o sistemu plač v javnem sektorju in imamo kolektivno pogodbo za javni sektor, ki ne bi te neke povezave, primerjave vzpostavljal po celotnem javnem sektorju. Imamo pa tudi področne kolektivne pogodbe, s katerimi se na primer določajo delovna mesta v posamezni dejavnosti ali poklicni skupini, ki pa so izigravale ta skupna določila, kot so bila dogovorjena v letu 2008. In kaj se s temi kolektivnimi pogodbami dogajalo, pa ne samo s kolektivnimi pogodbami, tudi s področno zakonodajo, zaradi mnogokrat objektivnih nekih okoliščin. Enkrat smo imeli na primer migrantsko krizo, drugič smo imeli zdravstveno COVID krizo, ampak zaradi teh nekih okoliščin se ali v področno zakonodajo ali v področno kolektivno pogodbo dodajalo neke nove dodatke, ki so veljali samo za določeno poklicno skupino. In danes, ko ugotavljamo, ko delamo pregled po celotnem javnem sektorju, ugotavljamo, da sicer dodatki, ki veljajo za celotni javni sektor, so še vedno obvladljivi in vemo, katere imamo, vendar imamo kopico enih novih dodatkov, ki pa veljajo samo za določeno poklicno skupino, hkrati pa pomenijo bistveno izboljšanje ali zvišanje osebnega dohodka tisti poklicni skupini napram ostali. In to v ostalem delu javnega sektorja povzroča mnogo slabe volje in tudi občutek v bistvu manj vrednosti, krivice in vsega tega. In danes ti odzivi sindikatov, tudi napovedi stavk protestov, izvirajo prav iz tega. Torej, neenake obravnave, čeprav je sistem bil zastavljen tako, da se enako obravnava znotraj celotnega javnega sektorja. In tisto, kar mi želimo v tem trenutku stebri nasloviti, je, da se znotraj dejavnosti istovrstno obravnavajo istovrstni dogodki. To je tisto, kako bomo to uredili z dodatki, kako bomo to uredili z nagrajevanjem, je stvar tudi pogajanj, ne nazadnje, ampak v končni fazi tisto, kar je ključno in kar je vodilo za naprej, je, da imamo v tem trenutku skoraj 190 000 javnih uslužbencev, ki so vsi po vrsti nezadovoljni. In sistem kot tak mora biti dovolj privlačen, dovolj stimulativen, zato, da tudi zaposleni se v tem sistemu dobro počutijo, ker to je edino tudi zagotovilo, ne nazadnje, da bodo storitve, ki jih javni sektor zagotavlja, kvalitetne. Zdaj, premier Golob pravi, reforma zagotovo ne bo izvedena do 30.6., kot je bil prvotni načrt, da boste do takrat to poslali v parlamentarno proceduro. Zakaj ne? Ker ste ugotovili, da bo treba več časa, da se širše zastavili stvar in dokdaj potem bo to vloženo v parlamentarno proceduro? En del je zakonodajni del, kjer je pač sistem plač kot tak, kjer je plačna lestvica in ta del bo vložen v zakonodajno proceduro do 30.6. Tisto, kar mi ves čas govorimo, reforma vendarle ne predstavlja samo plačni del, samo dvig plač, predstavlja vse ostalo, predstavlja organiziranje dela, predstavlja vodenje, predstavlja nagrajevanje, privabljanje perspektivnih mladih kadrov. Jaz ne vem, koliko ste seznanjeni, ampak mi smo delali prav zdaj analizo in ugotavljamo, da se nam je od 2015 do 2022 število javnih uslužbencev povišalo za 21 000. Od teh 21 000 samo 1100 je mlajših od 35 let. Torej, javni sektor kot tak nasplošno je zelo neprivlačen za mlade iskalce zaposlitev. In če vzamete še v obzir, da se kot javni sektor staramo, da je povprečna starost v celotnem javnem sektorju se giblje okrog 50 let, če vzamete v obzir, da storitve, ki jih javni sektor zagotavlja, prvenstveno naslavljajo dolgoživo družbo, torej tukaj govorimo o zdravstvu, o dolgotrajni oskrbi, o socialnem skrbstvu, to so storitve, torej, ki jih prvenstveno zagotavlja javni sektor, se bomo kmalu znašli v situaciji, da ne bomo imeli ljudi, ki bo te storitve tudi na koncu izvajal.
Skratka, namen torej privabiti tudi mlade v javni sektor. Kako boste pa reševali druge zahteve, ki so pa že zdaj na mizi in bodo zaenkrat zgleda ostale? Gasilci, vojaki, policisti, cariniki, zdravstvena nega, to sem zdaj samo nekatere naštel, bodo morali zdaj čakati na reformo ali boste vseeno zdaj, glede na to, da pač zahtevajo, grozijo stavkami, protesti, se boste tudi z njimi posebej še pogovarjali v tem času? Kaj boste naredili? Zdaj, jaz bi se tukaj vseeno malo odzvala, tudi mogoče malo ostreje. Večina teh napovedanih protestov, eden od teh je tudi napovedana stavka, izvirajo iz prav plačnega dela, torej odprave nesorazmerij, plačnih nesorazmerij. Večina teh sindikatov, ki danes napoveduje proteste, je oktobra lanskega leta podpisala dogovor, v katerem smo se skupaj zavezali, da bomo do 30.6. naslovili vsa plačna nesorazmerja. Torej, danes groziti in iti v javnost s protesti je preuranjeno, da ne rečem nepravično, ne znam niti najti pravilne besede. Oni pravijo, da ste vmes še nova nesorazmerja ustvarili s tem, ko ste pač parcialne dogovore sprejemali z določenimi Parcialnih dogovorov ni bilo. Če vzamete oktobrski dogovor, je koncipiran v nekaj točkah. V 5. točki so nanizani dogovori, ki jih bo vlada realizirala. Zakaj? Ker so predhodne vlade ali sprejele zakonodajne obveznosti, ali podpisale dogovore, ki so jih samo delno realizirale. Pri tožilcih in sodnikih tega ni bilo, ne? Pri tožilcih in sodnikih, kot sem prej uvodoma pojasnila, gre za popolnoma drugačno situacijo, kjer je ustavna kategorija, kjer govorimo o oblasti kot taki, torej ne govorimo o sindikalni organiziranosti in tožilcev in sodnikov ne zastopa nobeni sindikat, ker to je oblast, oni se ne pogajajo. Včeraj na povrhu koalicije je bilo tudi omenjeno, da bo zdaj po novem razmerje v plačo v javnem sektorju med najnižjo in najvišjo 1:7, to ste vi v bistvu že prej napovedali in takrat ste rekli, da za takšno razmerje obstaja družbeni konsens. Kdo je ta konsens dosegel in kdaj? Zdaj, če pogledate kakršnakoli razmerja, kjerkoli ugotavljate, da gre za eno najnižjih razmerij v primerjavi. Tudi v javnem sektorju, če želite, v javnem sektorju je bilo to razmerje v letu 2008 postavljeno 1:10,5. Danes smo prišli zaradi dviga minimalne plače, zaradi neusklajevanja najvišjih plač v razmerje 1:4,7. Torej je mnogo nižje to razmerje, kot je bilo dogovorjeno in usklajeno z vsemi socialnimi partnerji v letu 2008. Zakaj je problematično to razmerje? Ne zaradi najvišje plače, ki se nahaja na 1:4,7 razmerju, ampak zaradi vseh plač, ki so znotraj tega razmerja stisnjene. Torej, če mi želimo prepoznati tudi pristojnosti in odgovornosti, torej zopet ne govorim o najvišjih plačah, ampak vseh plačah vmes in to nekoliko raztegniti, je to razmerje 1:7, pa če gledate zasebni sektor ali če se primerjate s tujino, eno najnižjih razmerij, za katero tudi v Sloveniji obstaja konsens. Zakaj? Ker smo nekoč imeli tako razmerje v nekdanji republiki, za katero je veljalo, da smo nekako bili pravično plačani in pravično vrednoteni, postavljeni v celotni sistem plač. Ste pa rekli tudi takrat, ko ste to govorili o tem razmerju, tudi, da bi bila pač vezana, torej plače v javnem sektorju, da bi bile vezane na povprečno plačo v Sloveniji oziroma na zasebni sektor. Mene zdaj zanima, pa bo zdaj, ker zdaj komunicirate, da bo najnižja plača, torej prvi razred, da bo to minimalna plača. Tako. Torej 1203 evre bruto trenutno, ampak v koaliciji ne bi tudi razmišljali, da bi ta prvi razred bil 60% povprečne plače v Sloveniji, ne? To pa bi pomenilo okoli 1350 evrov bruto. Je to zdaj še v igri ali je sprejeta zdaj tu dokončna odločitev, da bo prvi razred minimalna plača? Zdaj, če mi dovolite malo več razlage na tem mestu. Jedro vseh težav ali pa večine težav, ki jih imamo v javnem sektorju, je, da se lestvica, ki smo jo postavili, ni usklajevala. Vrednosti lestvice, v katero smo se uvrščali vsi javni uslužbenci, se ni usklajevala. Dvakrat se je uskladila. Enkrat v letu 2011 za 0,8% in enkrat v lanskem letu za 4,5%. Dejansko to pomeni, da je realna vrednost plačnega razreda v teh 14 letih mnogo nižja,
kot je bila v letu 2008, ko se je ta lestvica vzpostavljala. Kako se je to reševalo? Tako, da se je uvrščalo posamezna delovna mesta višje. Ker oboje hkrati zaradi javnofinančnega učinka ni šlo, so sindikati takrat predlagali in ustrajali na temu, večkrat, več dogovorov je takšnih, da se posamezna delovna mesta uvrščajo višje. To bi bilo mogoče tudi sprejemljivo, če bi se vsa delovna mesta za enak odstotek, za enako število plačnih razredov uvrstila višje, pa se niso. In tu so se ustvarjale določene nesorazmerja in določene kompresije, ki danes povzročajo kar nekaj stisk, kar nekaj občutkov krivic, slabe volje in to moramo nekako nasloviti tudi s tem, da lestvico raztegnemo. Zakaj vezava na povprečno plačo v zasebnem sektorju? Preprosto, ker se povprečna plača v zasebnem sektorju vsako leto sproti izračuna, kakšna je bila in bi se v tem primeru celotna lestvica uskladila. Včeraj je bilo na vrhu sprejeto stališče, da je minimalna plača tista osnovna plača, vendar bi tu dodala, hkrati smo se pa dogovorili, da bomo vzpostavili mehanizem, da se bo ta minimalna plača letno usklajevala z ali rastjo, ali z enakim odstotkom, kot se usklajujejo pokojnine, ali kako se usklajujejo socialni transferi. Ker ko greste danes pogledati naš sistem, ugotovite, da nimamo dveh sistemov, ki se po enakem principu usklajujejo. Enkrat se usklajuje z rastjo inflacije, drugič je en določen odstotek inflacije, pa določen odstotek gospodarske rasti. Meseci, ki se vzamejo v izračun, so popolnoma različni. In imate tu na tem mestu nekakšen divji zahod. V bistvu vse gre iz javne blagajne, hkrati pa nikoli, ali pa ne veste, ali pa morate biti kar dobro podučen, da vidite v skladu s čim in za kakšen odstotek se bo nekaj uskladilo. In tu na tem mestu je treba te zadeve poenotiti, vsaj zadeve, ki gredo iz javnih blagajn ven. Torej, odstotek uskladitev mora biti za vse, kar se izplačuje iz javnih sredstev, enak. Ampak seveda, ko dvignete najnižje plače na minimalno, kaj se bo potem zgodilo z razmerji med najnižjimi plačami? Se bodo zato dvignile tudi tiste, ki so trenutno na ravni minimalne, ali bo vse več javnih uslužbencev na minimalni plači? To je ta spodnja tretjina, ki ste rekli, da bo v drugem koraku potem prišla na vrsto, ali kako? Spodnja tretjina, torej 25,000 uslužbencev, ki se nahajajo ali na ali pod minimalno plačo, pridejo v prvem koraku. To je prioriteta, to je top prioriteta. Prvi korak. Ko ta prvi korak dogovorimo in uskladimo, gremo naslavljati nesorazmerja in anomalije nad minimalno plačo. In tu bomo zopet iskali ta razmerja znotraj nove plačne lestvice. Ko se dogovorimo, kakšne bodo te plače na novi plačni lestvici, gremo v postavljanje stebrov in vseh ostalih elementov, za katere sem prej rekla, da pridejo v upoštev v drugi fazi, pomenijo pa enako pomembno za izvedbo celotne reforme. Ja, zdaj sindikati, konkretno gospod Branimir Štrukelj iz SVIZ-a pravi, to razmerje 1:7 bo zlasti dobrodošlo za dvig plač funkcionarjev in direktorjev. Zdaj, če malo preračunamo, osnovna bruto plača v 65. plačnem razredu, kjer je predsednik republike, predsednik vlade, skratka najvišji funkcionar, je trenutno 5.663 evrov bruto. Bruto. Če zdaj pomnožimo trenutno minimalno plačo krat 7, pridemo do zneska 8.421 evrov bruto, kar pomeni skoraj 3.000 evrov bruto več za najvišje funkcionarje v državi. Seveda je to zelo občutljivo vprašanje za volivce. Ali drži, da se bodo torej te dvignile šele leta 2026? Se bojite nezadovoljstva državljanov? Ne, glejte, mi popolnoma zaradi, še enkrat bi tu želela poudariti, ni fokus najvišje plače oziroma delovna mesta, ki se nahajajo v najvišjih plačnih razredih. Ko mi vzpostavimo razmerja, govorimo o razmerjih na celotni lestvici. Torej, govorimo tudi o direktorjih direktoratov, govorimo o direktorju UKC-ja, če želite. Govorimo o ravnatelju v osnovni šoli, govorimo o dekanu. Vsem tem govorimo, torej najvišja, najzahtevnejša, najbolj odgovorna delovna mesta v državi, ki niso samo funkcionarji. Je mnogo teh. Zakaj smo napovedali, da bodo funkcionarske plače
plače voljenih funkcionarjev, torej politikov, se usklajevale oziroma uvrščale oziroma prevrednotile šele z naslednjim mandatom, ravno zaradi tega, da ne pride do očitka, da si sami sebi dvigujemo plače. Mi se bomo, če bomo ocenili. Ampak se to vam že očitajo, ne? Ampak Gospod Štrukelj to že očita. plače bodo naše ostale enake za čas tega mandata. Če pa nam bodo volivci podelili nov mandat, pomeni, da so prepoznali, da smo svoje delo opravili dobro, potem smo si verjetno tudi zaslužili nekoliko višje plače. Ampak še enkrat poudarjam, ne govorimo o najvišjih plačah, ki te najvišje plače, teh je nekaj, je malo. Govorimo o vseh ostalih plačah, ki so enako odgovorne, kjer ne nazadnje tudi izgubljamo konkurenčno prednost z zasebnim sektorjem. Mi imamo danes velike težave privabljanja strokovnjakov, vrhunskih raziskovalcev, ker je preprosto plačni sistem kot tak nestimulativen. Imamo težave s privlabljanjem naprimer informatikov ali urbanistov, naprimer, ali arhitektov ali strokovnjakov gradbene stroke. Zakaj? Ker zasebni sektor lahko te profile mnogo bolje plača. Javni sektor je pa v tem delu popolnoma nekonkurenčen. In še več, če želite, v tem trenutku imamo na mnogo mestih situacijo, da imajo zaposleni višje plače kot njihovi nadrejeni. In to je tisto, kar moramo raztegniti in odgovornost tudi ustrezno nasloviti skozi plačno politiko. Ja, nekateri sindikati opozarjajo, ne, da profesor na medicinski fakulteti nikoli ne bo mogel zaslužiti toliko, kot lahko kasneje v karieri njegov študent, ki postane zdravnik. In oba sta seveda v enotnem, če mu seveda še vedno lahko tako rečemo, sistemu plač. Ali recimo direktor direktorata v ministrstvu zasluži manj kot vodja sektorja znotraj njegovega direktorata, naprimer, ali recimo ravnatelj osnovne šole zasluži manj kot učitelj. Tako da ja, imamo te anomalije in to je treba nasloviti, ker ne nazadnje to pomeni tudi odgovornost in pomeni tudi možnost privabljanja dobrih kadrov. Pri koncu sva, za zdaj ste še vedno tudi v funkciji ministrice za notranje zadeve. Ali že imate naslednika? Bo to Boštjan Poklukar, ki je to funkcijo zasedal že v času Šarčeve vlade? Bo to Aleš Zalar, Miroslav Žaberl? To že veste, vas je predsednik vlade že seznanil s tem? Jaz vem, da je predsednik vlade opravil nekaj pogovorov, vem, da bo v kratkem sprejel odločitev, ki jo bo tudi sporočil javnosti. Dokdaj boste torej še na položaju ministrice za notranje zadeve? Najdlje sem lahko do 15. marca. Ampak kaže tudi glede na premijeve napovedi, da bi to lahko bilo že konec tega meseca, že izbran in potrjen v državnem zboru vaš naslednik, ne? Jaz sem zasledila tudi tako že izjavo. Dobro, gospa ministrica, gospa Sanja Ajanović-Hovnik, najlepša hvala, da ste bili gostja N1 studia. Hvala vam. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse podrobnosti z včerajšnjega koalicijskega vrha, kaj prinaša, kakšna so izhodišča, kakšen bo novi plačni sistem v javnem sektorju, najdete na naši spletni strani n1info.si. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.